skupaj. Pozdravljeni na novinarski konferenci Fiskalnega sveta. Fiskalni svet bo danes predstavil oceno skladnosti predloga proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 s fiskalnimi pravili. Na današnji novinarski konferenci bodo sodelovali predsednik dr. Davorin Kračun, na njegovi desni članica Alenka Jerkič in član magister Tomaž Perše. Na predsednikovi levi strani pa vodja službe za analize magister Aleš Delakota. Pa kar predajam besedo predsedniku Fiskalnega sveta. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Tokrat so tisti, ki pripravljajo proračunske dokumente, precej pohiteli in niso v zamudi. Celo tako so pohiteli, da je prva razprava na odboru bila že v petek 18. medtem ko je zakonski rok za fiskalni svet, da preda oceno 20. Tako da je prva faza postopka minila brez ocene fiskalnega sveta, ampak dobro je, da sprejemanje proračunskih dokumentov ni v zamudi. Če zdaj ocenim te proračunske dokumente, potem lahko rečem, da imajo dobro stran in da imajo slabo stran. Začnimo z dobro. Kar se tiče izpolnjevanja fiskalnih pravil, tako kot jih predpisuje Zakon o fiskalnem pravilu oziroma Pakt za stabilnost in rast. Kot vidimo iz te tabele, so fiskalna pravila izpolnjena. Glede zgornje meje obsega izdatkov, tam vidimo malo križce pa kljukice v oklepaju, gre samo za določene formalne zadržke, sicer lahko ugotovimo, da so vsa tista pravila, kjer imamo zeleno kljukico, tudi izpolnjena in da po naših izračunih bi celo bil strukturni saldo 2 promili bruto domačega proizvoda v letu 2020 in pa 3 promile v letu 2021. Tudi ni nobenega dvoma o izpolnjevanju minimalnega strukturnega salda po pravilih Evropske unije, torej MTO-ja, ker je ta za naslednja 3 leta nižji, kot je bil v preteklih 3 letih. Torej, lahko bi rekli, da je to dobra oziroma sončna stran proračunskih dokumentov. Ampak kot vse stvari imajo tudi proračunski dokumenti svojo slabo stran. In sicer gre za tveganja, ki so prisotna in ki vzbujajo resne dvome, ali bo mogoče proračune sektorja država v takšnem obsegu oziroma z takšnim usklajevanjem pravil, kot so bili začrtani, tudi uresničiti. Glavna tveganja že tako poznamo. Torej gre za tveganja povezana z grožnjo globalne recesije, s pojemanjem gospodarske rasti v svetu in z vsem tem, o čemer je precej govora in o tem ne bi kaj dosti razpravljal. Zaradi teh tveganj je tudi UMAR predstavil svojo napoved B, kjer je predvidel za 2 odstotni točki nižjo gospodarsko rast, kot pa je tista napoved, na kateri temeljijo proračunski dokumenti. Torej, obstaja ta negatovost iz zunanjih virov. Prav tako pa je precejšnja negotovost, ki temelji na notranjih virih, ki temelji na tem, kaj se dogaja v političnem sistemu, v vladi, v parlamentu in kaj je tisto, na kar se nam zdi potrebno opozoriti pred končno besedo o proračunu ali pa o kakšnih drugih ukrepih, ki vplivajo na proračun. Prvo tveganje je povezano z tem, da v predlog proračuna
niso dosledno vključeni finančni učinki zakonov, ki so sicer v isti fazi zakonodajnega postopka. Tako, na primer, v predlogu so vključeni finančni učinki zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela, ki naj bi imel po razlagi v osnutku proračunskega načrta za leto 2020 pozitiven učinek. Vendar v samem predlogu zakona oziroma vseh ukrepov je predviden nevtralen učinek. Torej, ampak ta pogojni pozitivni učinek je vključen v predlog proračuna, ni pa vključen predlog davčnih sprememb, za katerega obstaja tveganje, da bo imelo negativen učinek na prihodke, kajti pričakovanje, da se bo učinkovitost pobiranja davka v kratkem tako zelo povečala, da bomo tako zbrali 74 milijonov dodatnih prihodkov, je dokaj optimistična. Potem, v predlog proračunov so vključene nekatere postavke, ki v tem trenutku nimajo ustrezne podlage v trenutno veljavni zakonodaji. Predlog proračuna na strani odhodkov predvideva občutno znižanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom. Vendar takšno znižanje temelji na implicitni predpostavki občutnega znižanja števila upravičencev, kar se pa doslej ni zgodilo. Z gospodarsko rastjo, ko bi pričakovali znižanje, se je pravzaprav število upravičencev še povečalo. Torej, tukaj je očiten razkorak med tem, kar obljublja zakonodaja in med sredstvi, ki jih v ta namen predvideva proračun. Prav tako, glede stroškov dela v javnem sektorju, predvideva proračun v letu 2021 predvideva precej manjše povečanje skupnih stroškov dela, kar predpostavlja, da se povprečna plača v javnem sektorju realno ne bo spremenila in da se bo zaposlenost v javnem sektorju povečala za največ 0,5%. Ampak, če upoštevamo pretekla gibanja, če upoštevamo realnost in če upoštevamo tudi predsedovanje Svetu Evropske unije v letu 2021, je to z proračunskega vidika zelo optimistična predpostavka. V Državnem zboru krožijo tudi predlogi ukrepov, katerih usklajevanje še poteka, vendar večinoma bi pomenili dodatno obremenitev javnih blagajn. Tako recimo ne vemo, kakšen učinek bo imela ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, če bo do nje prišlo. Nekatere so zakonodajne spremembe v predlogu proračunov za leto 2020 in 2021 pa kratkoročno nimajo posebnih učinkov, na dolgi rok pa lahko močno znižajo vzdržnost javnih blagajn, recimo pokojninska zakonodaja vroči kostanj reforme vrže naslednjemu Državnemu zboru in naslednji vladi. Tako da, ko upoštevamo vsa ta tveganja, ugotovimo, da prihaja do določenega neskladja med proračunom na eni strani in med zakonodajo na drugi strani. Zato bi bil naš predlog, da se ti dve plati uskladita. Torej, možnosti sta dve. Ali proračun realno upošteva tudi vse tiste zakonske predloge, ki so v obtoku oziroma ki lahko še vplivajo na izvrševanje proračuna, ali pa da ob takšnem sprejetem proračunu seveda vlada in Državni zbor vplivata oziroma sprejmeta drugo zakonodajo, ki vpliva na proračunske izdatke tako, da bodo ukrepi postavljeni v okvir načrtovane ravni prihodkov in izdatkov.
Tako da končno lahko rečemo, da ta proračun, ki ga imamo, v njem so fiskalna pravila v senci. Imamo na eni strani proračun, ki se skoraj da blešči, na drugi strani pa realna tveganja, ki mečejo senco na ta proračun in na izpolnjevanje fiskalnih pravil. Zelo si želim, da bi lahko takrat, ko bomo ocenjevali izvrševanje proračunov, tudi ocenili, da so proračuni bili izvršeni tako, kot so bili zastavljeni, ampak do tja je še dolga pot in še kar nekaj političnega napora. Hvala lepa. Ja, hvala. Stavil mikrofon, če dovolim. Opa, prosti. No, ta je še živ. Najlepša hvala. No, še nekaj besed o bolj srednjeročnem položaju Slovenije, ne toliko samo o letnih proračunih naslednjih 2 letih. Skratka, glede strukturnega položaja, ki pomeni javnofinančni položaj očiščen cikla, ob zelo postopnem izboljševanju tega strukturnega salda celotnega sektorja države se poslabšuje primarni strukturni saldo, to je saldo brez izdatkov za obresti. To kaže veliko odvisnost izboljševanja javnofinančnega položaja od zniževanja izdatkov za obresti. To je vidno iz te slike. Skratka, zaradi vseh ostalih drugih javnofinančnih politik se javnofinančni strukturni položaj poslabšuje in primarni strukturni napor je negativen. Od leta 2009 je Slovenija imela, kot vemo, zelo visoke primanjkljaje in da bi sledili ustavni zahtevi po strukturno izravnanem saldu javnih financ v obdobju cikla, bi bili potrebni do konca cikla znatni strukturni presežki. Zdaj v ugodnem delu cikla se giblje strukturni saldo praktično okrog ničle. Druga stvar, glede dolga in blažilcev, ki jih Slovenija potrebuje za slabe čase, pomeni, da bi morali imeti dovolj nizek dolg, da ne bi visoke obresti izrivale druge porabe v težjih časih, če želi tudi takrat ostati socialna država. Kot majhna, odprta ekonomija potrebuje več prostora za novo zadolževanje ob šokih in negativnem delu cikla in tega še nismo dosegli. Glede izdatkov, na EU ravni je veliko govora, da naj bi države, ki naj bi imeli tako imenovan fiskalni prostor, z rastjo izdatkov spodbujale rast v EU, da bi razbremenile denarno politiko. Vendar Slovenija z visokim dolgom in z nerešenimi izzivi staranja prebivalstva nihče ne omenja med državami, ki imajo tak fiskalni prostor, ampak med tistimi, ki morajo še vedno krepiti svoj javnofinančni položaj, da bi bile dolgoročno stabilne. In mislim, da bolj kot razpravamo o predlogih večanja skupnega obsega porabe na račun višjega primanjkljaja dolga, ki potem ne zagotavlja dolgoročne varnosti, se je smiselno posvetiti učinkovitosti porabe 22 milijard evrov, ki so na voljo državi. Hvala. Še beseda. Če mi daš tiste, Hvala. Ja, dober dan, lep pozdrav še z moje strani. Jaz imam danes 2 kratki predstavitvi, ki jih bomo pol lahko tudi spremljali tam, pa tudi lahko potem pošljemo. Zdaj, prva je, kako sprememba nominalnega salda sektorja države, kako je bila razbita po posameznih delih in kako vpliva na nominalni saldo. To se nam zdi zelo, zelo pomembna stvar in v bistvu se vidi, kako se ta vpliv cikličnega salda pravzaprav v letih 17 in 18, ko je bil v bistvu še zelo velika, kako v bistvu v letih 19, 20 in 21 pravzaprav se izničijo. To dejansko pomeni, da se cikel preveša, da tega vpliva k nominalnemu saldu v prihodnosti najverjetneje ne bo več. Poleg tega pa tudi ostale komponente se zmanjšujejo.
Zdaj, druga komponenta, ki je pozitivno vplivala na nominalni saldo, je bila tudi sprememba obresti. Torej, v bistvu tukaj vidimo ta pozitivni vpliv, ki ga v naslednjih letih, pravzaprav zaradi že znižanja izdatkov za obresti, ne bo mogoče več doseči v tolikšni meri. In pa seveda zadnja stvar, ki v bistvu bi rad opozoril, je to, da v bistvu strukturni primarni saldo, ki sta v bistvu 2 leti bili zamujeni, 2018 in 2019, pravzaprav nimata več vpliva na nominalni saldo v prihodnjih letih. Tako da tukaj v bistvu je ob vseh tveganjih, ki so bile izrečene, dejansko še zelo veliko vprašanje, v bistvu v kakšni meri se bo ta tveganja realizirala. Drugi graf, ki ga želim pokazati, ki ga vedno pokažemo tudi na vsaki tiskovni, je pa ta tako imenovana pahljača, ki dejansko oceni za naslednje 2 leti, kako se bo gibal saldo sektorja države, če se zgodijo odstopanja od napovedane rasti BDP-ja, se pravi od tega osnovnega scenarija. In seveda vsi si želimo, da bi se zgodil, se pravi ta zgornji del, ko dejansko bi bila napovedana rast oziroma dejanska rast v naslednjih letih še višja, pa se bojimo, da ob vseh tveganjih, ki so že bila izrečena, temu ne bo tako. Bolj pomembno je, da se osredotočimo, kaj če se zgodi nižja rast, in tukaj ta prva spodnja črta rdeča dejansko pomeni, da se bi napovedana rast znižala za 0,5 odstotne točke. Že vidimo, da smo, se pravi, ta saldo sektorja države prepolovili iz 1 na približno 0,5, oziroma če se ta rast dejansko zniža za 1 odstotno točko. Ob tem je treba dodati, da to še vedno pomeni rast. Mi trenutno rastemo še zmeri 3%, kar je praktično dvakrat več kot povprečje EU-ja. In to, se pravi, če se za 1 odstotno točko zniža, to še vedno pomeni rast v višini 1 oziroma 1,5 odstotne točke, vendar takoj saldo sektorja države pride na nič. Če se zgodi, se pravi, najbolj črn scenarij po teh naših izračunih, se pravi, da bi bila rast 1,5 odstotno točke nižja, torej še vedno imamo rast 1,5 odstotno, kar v bistvu ni dramatično, smo pa v bistvu že v primanjkljaju sektorja države. Pa še to je treba dodati, to smo izračunali samo za naslednje 2 leti. Se pravi, če se ta trend nadaljuje še nekaj let naprej, je ta zadeva še potem bistveno slabša. Zdaj, to bi še rad povedal, se pravi, ta črtkana črta, ki jo vidimo tukaj, to dejansko pomeni alternativni scenarij, ki ga je UMAR tudi pri svojih napovedih že napovedal. Se pravi, mi smo izračunali pač saldo sektorja države, približno, se pravi, so te vrednosti, kot jih je izračunal UMAR pri 1 odstotni točki nižji gospodarski rasti za naslednje 2 leti. Tako da v bistvu treba se je zavedati teh tveganj in se na nje ustrezno odzvati. Hvala. Hvala lepa. Tako je Fiskalni svet predstavil oceno skladnosti predloga proračunov za leti 2020 in 2021 s fiskalnimi pravili. Zdaj pa prosim za vaše vprašanja, spoštovani novinarji in novinarke. Kar vprašanje, prosim še, da se predstavi.